Sem Maja Koršič Potočnik, odvetnica in vaš hudič advokat pri temah, o katerih imamo vsi svoje mnenje ali prepričanje, v javni debati pa največkrat ne najdejo mesta. Drage moje, dragi moji, dobrodošli v zadnji epizodi podcasta Hudič advokat v tej turistični sezoni. Ponovno se vidimo drugi ponedeljek v septembru. Danes je z mano Jasmina Kozina Praprotnik. Lepo zdrav. Se bova vikali, se bova tikali. Prosim, dajva se tikati, ker mislim, da je vikanje malo zastarelo, ker se lahko spoštovanje izkaže tudi na druge načine, kot da sem za tikanje. Odlično. Jasmina, a te lahko prosim, da se predstaviš tako, kot želiš biti predstavljena? Veselje, Maja, torej sem Jasmina Kozina Praprotnik. Sem urbana tekačica, z možem Urbanom vodiva tekaško društvo Urbani tekači. Z nama tedensko teče kar precej ljudi. Zdaj, ko je najvišja sezona, se počasi zaključuje skoraj 300 na teden. Rada navdušujeva ljudi za ta čudovit način gibanja. Sem pa tudi mama 4 otrok, 2 punci imam, pa 2 fanta. Prihajamo iz Portoroža, živim v Ljubljani. Sem pa tudi avtorica 2 tekaških knjig. Ena je o Kazimiri Lužnik, druga je o Heleni Žigon. To sta 2 biografska romana, ki ju toplo priporočam. Z možem Urbanom pa tudi predavava po podjetjih. Vodiva delavnice zdravje na delovnem mestu, kjer zaposlenim skušamo nekako približati, jih navdušiti za veselje nad gibanjem, kajti prepričana sva, da je to eno od zelo pomembnih načinov za preživljanje prostega časa. Nekaj, v kar res se splača se potruditi, kajti to je tista stvar, ko je nihče ne more narediti namesto tebe. Samo ti lahko poskrbiš zase, da boš imel kvalitetne dneve in da boš že zdaj nekaj naredil, da bo tvoja starost oziroma čas, ki je pred tabo, čim kvalitetnejši. In to se dela zdaj. Tako da mislim, da bomo tudi danes govorili o tem, kako... Iztočnic imava res veliko. Pa dajva začeti z vprašanjem najvišja sezona za tek. Oziroma, a je to zato, ker je to v tem času najbolj popularno, ali je to zato, ker je tek rezerviran za toplejše mesece, ali je to zato, ker se poleti spravljamo v kopalke, ali je vse od tega? Vse od tega. Najboljše je, da je celo leto najvišja sezona. To je najboljše. Pač poleti je rahlo prilagojeno, medtem ko 30 letne čase pa na polno. Zdaj, ko sem rekla, da je zdaj na vrhuncu, je v resnici se že končuje ta spomladanska sezona, kajti zdaj nekako tekmovanja ne hojejo, postaja prevroče in je zdaj postaja čas tudi za druge športe. Nadaljuje se pa septembra, ko se spet bo mnogo tekmovanj in to veselje do gibanja, ne, se poveča takrat, ko se dan zmanjšuje, ko veš, da treba izkoristiti, ali pa ko se dan povečuje, ker veš, da kako je še svetlo, pojdimo ven. Tako da vse je povezano, prepleteno, ampak najboljše je, da je sezona celo leto. Ja, meni se na trenutke zdi, da je sezona za tek pred Ljubljanskim maratonom pa pred tekom trojk. Takrat vsi laufajo. Po možnosti z bavom ali pa z majčko od Ljubljanski maraton. Res tak fenomen. V zvezi s tem, jaz bom začela s stvarjo, ki mene v bistvu najbolj zanima. In sicer, a je to prav zares normalno? Jaz toliko ljudi poznam, jih bom opisala from zero to hero. Začeli so teči in prva stvar, ki pomisliš, ko si začel redno teči, je, naslednje leto grem pa na maraton, tako, na 42, itak, ne, to grejo vsi in to pač jaz zmorem. Meni se pa vedno zdi, ali pa tako bom rekla, vedno imam dvome, ko mi to nekdo začne pripovedovati. Kaj bi ti rekla? Pravilno, da imaš dvome, ampak če začnem na začetku komentar, mislim, da je še več tistih, ki pa noče migati in je škoda, da ne.
tisti, ki pa začnejo migati, tisti so glasni, pol se nam pa zdi, da vsi tečejo. Ampak če pogledamo statistiko, govori zelo v prid tem, ki ne migajo. Takih je okoli skoraj 90% ljudi. Samo teh 10, ki tečemo, smo pa bolj glasni, pol se je pa učinek tak, da kakor vsi Slovenci tečemo, ni res. Ampak je ta ideja od nič do maksimalnega uspeha zelo na hitro zelo tvegana. Kajti maraton je za telo tako blizu neke skoraj maksimalne obremenitve, ki je odlična, ampak koristna v primeru, ko je telo na to navajeno. Navaditi se pa ne more v 3 mesecih, če si ga ti prej 20 let zanemarjal. Tako da to je en bolj dolgoročen projekt, kakor bi tekač navdušenec želel v 3 mesecih nadoknaditi vse, kar je prej zamudil. Tako da to priporoča več let. To je, fizična kondicija se gradi postopoma, odvisno od iztočnice, odvisno kakšni štartamo, ampak nekdo, ki pride iz kavča, recimo ne potrebuje 3 mesece, samo da telo pripravi na to, da bo sposobno teči. Pomeni, da prve 3 mesece mora biti tek zanj krepilna vaja. In krepilna vaja pa na način, da kratke odseke teka izmenjuje s hojo. Začeti mora popoln začetnik na način 10 sekund teka, pol minute hoje. 10 sekund teka, pol minute hoje. In to v recimo 3 mesecih, da pride recimo 2 minuti teka, pol minute hoje. 2 minuti teka, pol minute hoje. Zato, da se njegovo telo utrdi. Kajti veliko tveganje za preambiciozne začetnike je, da se bojo poškodovali. In kaj bomo pol s tem naredili? Rekli bodo, tek ni zame, nimam take postave, odneham. In to je tisto, kar ne želimo. Kajti najboljše bi bilo, da se nekdo tako zelo navadi teči, da ima željo, motivacijo, disciplino, da bo to počel čim dlje v stara leta. Kajti to je edini učinek, ki ga želimo doseči. A je tek v srednjih letih, pa tek v malo bolj srednjih letih, pa potem mogoče v starih letih primerna aktivnost? Seveda, absolutno. Naše telo je narejeno za tek. Ali je naše telo narejeno za hojo? In tek. Ja. Če smo nekoč, če smo hoteli biti siti, smo mogli tudi znati teči. In to obdobje, ko smo mogli znati teči, je zelo dolgo v primerjavi s tem, kakšno obdobje je zdaj, ko nam je hladilnik par metrov stran. Tako da naše telo je narejeno za tek in hitro hojo, seveda. Tako da tudi tek v poznih letih je zelo koristen. Tako zelo koristen je, da je, bi res želela, da bi ga vzljubilo več in več ljudi. Okej, kaj je tako zelo koristnega, recimo? Dajva primerjati koristi teka pa minuse teka. Pa če jih morda ti ne boš naštela, ti bom jaz nekaj nasnete, me zanima. A začneva z minusi? No, dajva. Ne, dajva reči sploh. Torej, prvi minus, ki bi ga jaz vidim, je samo prehitre želje, prevelik napredek, ki lahko hodi v poškodbo. Jaz bi rekla, od minusov je samo to. Imaš ti še kakšnega? Asfalt, pa trdota, pa kolena, pa... Lahko komentiram? Asfalt je naš prijatelj, če se ga lotimo primerno. Kaj je primerno? Pravilna tehnika teka. Torej, da ne stopamo na peto in s tem zabijamo gleženj, koleno in koljk, ampak da stopamo pod sabo na prednji del stopala. Kajti naše stopalo ima 2 stopalna loka, prednji pa vzdolžni, in če stopamo primerno pod sabo na prednji del, se ta 2 stopalna loka vključita in se ublažita udarec in ta udarec zelo, zelo koristi našim kostem. Kot še komentar na to, da škodi, naše kosti kaj kmalu začnejo izgubljati svojo gostoto. Kaj kmalu? Že po 30. Med menopavzo izgubimo ženske 30% kostne gostote. Kateri je edini način, da damo kostem vedeti, ostanite močne, ostanite goste?
Edini način, poleg tabletk, naraven, ki ga lahko same naredimo, poskoki. Cek, tek, tek. To je edini način, da damo kosti vedeti, ostanite močne in edina najboljša borba proti osteoporozi. In to nam hoja ne da, tek nam pa da. Te udarce mi rabimo, nam koristijo. Evo, naprej. Ok, bosonogi tek, barefootke, tako zelo, vse bolj in bolj popularna obutev. Ja. Da, ne? Odvisno oziroma morda kombinacija obojega. Torej to, da smo mi skozi obuti, je zagotovo ni v redu za naša stopala. Vsak čebelj ima petko, celo moški, ne, ima petko 1 centimeter dvignjeno. In če smo mi skozi obuti, se nam ta ozadje, ahilova tetiva skrajša. In se premakne težišče telesa, pokvari se naša dinamika, ne. Zato barefootka je eden od kompromisov, da imaš ti rahlo zaščiteno nogo pred stvarmi, ki so na tleh, med drugim recimo steklom, ne, a hkrati hodiš, kot da si bos. Zdaj, da bi iz nič šel takoj barefootke in bil v njih cel dan, te bo začelo boleti. Ker ahilova tetiva, ki je bila prej skozi najmanj centipetka ali več, ni pripravljena na, ja, to v redu, če potem kompenziraš. Kompenziraš pa s tem, da hodiš bosa, pa celo, da delaš neke vajce, recimo, da stojiš na stopnici, pa s peto dol. In takrat zbudiš se nanašala na to, da sem jaz v 14 centimetrih, so peta, lepe so, ja. Ampak večer moraš narediti par vajc, zato da ahilova tetiva ugotovi, ni treba, da sem skrajšana, lahko se nazaj podaljšam tako, kakor sem mišljena, da sem. In zdaj še enkrat, in te vajce po petah so, kaj bile? Torej stopiš na stopnice, kot da bi se stopila, in enostavno spuščaš peto. Ja, dol. Nižji nivo. Nižji nivo in potem raztegneš ta del, ne. Pa, Prosim. Kater del telesa pa je treba utrditi? Prej sva rekli, začnite teči počasi, ker je treba telo utrditi. Kaj točno je to? Mišice, kosti, vezivna tkiva, fascije, mehka tkiva v nas. To vse je nekako zaspalo. Naše telo, če ga mi ne uporabljamo, ga začnemo izgubljati. In da pa to naenkrat zbudimo, velika verjetnost, da bo šlo kaj narobe. Zato moramo najprej postaviti ga nazaj, obuditi spomin na otroška leta, ko smo lahko kar stekli. Ne, moramo ga pripraviti na tek. Koliko teka na teden, ali pa na mesec, ali pa na dan, kakšen tek, kako pogosto? Zelo odvisno. A govoriva o začetniku, potem za čistega začetnika bi rekla 2-krat na teden pol ure, pa ne pol ure štartam, pa pol ure tečem, ker to ne bo v redu, ampak čisti začetnik, kot sva rekli, nekaj sekund teka, hoja, tek, hoja, tek, hoja. In počasi se to razmerje v prid teku poveča in neki srednji tekač rajši 3-krat na teden. Spet primerno njegovi sposobnosti, pripravljenosti. Utrjen tekač, super, 4-krat na teden, super, jaz tečem 5 do 6-krat na teden. Ja. Kdaj si utrjen tekač? Kdaj ti pride ta častni naziv? Ja, recimo, če si štartal iz nule, recimo že po enih 4 mesecih redne vaje, torej uspeh je v vrednosti. Nič spuščati, vsak teden moraš iti. Če ne moreš danes, pojdi jutri, ampak naredi to. In potem se recimo v 3-4 mesecih se človek že lahko nekako utrdi, da potem lahko en del že v kosu steče, pa potem spet počitek, da se telo spočije, pa spet potem, da kvalitetno naprej steče. Kajti neutrjen tekač bo štartal lepo, se bo naučil pravilne tehnike teka, ampak ker ni utrjen, se bo posedel. In pol bo tekel takole. In to ni v redu, to potem lahko v bokih zaboli in še marsikje, ne. Rajši, da nekaj časa hodi, se spočije in potem spet kvalitetno nadaljuje. Eno od vprašanj, ki sem ga želela zastaviti, je bilo, zakaj pri aktivnosti, kot je tek, ker pač vsi znamo teči. Zakaj bi nekdo
želel se priključiti neki vodenemu teku, kot so urbani tekači, ampak jaz mislim, da sem zdaj odgovor dobila. Ker očitno morda pa vse ne znamo tako zaleč, kot se mi zdi. Seveda ne. Če že dolgo tega nismo počeli, ne, se je naše telo pozabilo in moramo se soočiti z nečim, čemur se reče lenoba. No, lenoba je naš način varčevanja z energijo. In če mi ne čutimo svojega telesa, če nismo zavestili našega tekaškega koraka, bo naš tek precej lenoben. In kakšen je to? To je tek, ki popušča. Popušča v bokih, v gležnjih, je tak klecajoč tek, poseden, kot človek gleda, kot da malo sedi. Tak tek nam bo škodil. Zato je fajn se malo izobraziti v to, spoznati svoje telo in razumeti, začutiti, kakšno tehniko hočem imeti. Ne hočem biti čvrst, kratek čas na tleh, stopati pod sabo. In potem je to eden od razlogov, no. Je pa še več drugih razlogov, recimo disciplina. Sam jo dosti težje ohranjaš, da rečeš, bom šla na tek 2-krat, 3-krat na teden, ker ti vmes bodo prišle stvari, pa slabo vreme, pa tako naprej. Če se priključiš skupini, lažje držiš disciplino, ker veš, da trening je. Urbani tekači imamo treninge v vsakem lepem vremenu, to je v vsakem vremenu. In ni dileme, a bi danes šla, ker bo mogoče malo kapljalo. Ja, grem, ker trening je. Trenerji pridejo, moji sotekači pridejo. Pa še družaben vidik, ne. Tekaška skupina je en krog ljudi, s katerimi se ni treba ekstra dogovarjati, se bomo dobili. Smo že zmenjeni. Se že dobimo 3-krat na teden s prijatelji. In to v današnjem času, ne, ko je teh ob službenih stikov malo, je to odlična priložnost, da redno srečuješ svoje prijatelje in spoznavaš nove. Maja, a te bom prepričala? Ja, jaz sem že več pripričana. To prihranila za konec, ko nam se bojo kamere ugasnile. Jaz zase lahko rečem, da zelo hitro neko vreme razglasim za slabo vreme, čeprav sem že večkrat na Islandiji sem ta koncept srečala, there is no bad weather, there is just bad clothing. To sem tako, ful mi je bilo všeč, kot niso na steni super všeč, ampak kot ponotranjiti pa ne tako zelo. Še bolj kot slabo vreme imam jaz težave z mrazom. Kako tečemo pozimi? Kako tečemo, ko nas boli, ko vdihujemo malo še zrak? Začnemo zelo počasi, ne. V vsakem primeru, ne, mi ljudje v naši starosti ne moremo, tudi zato je fajn tekaška skupina, ker v tekaški skupini trenerji vemo, da s taki starosti mi ne moremo se dobiti, štartamo. Ne. Uvod mora biti, uvod pripraviti telo, hoja, tek, vajce. Za moč vajce, da se raztegnemo, da pripravimo telo. In to je recimo kar 20 minut, lahko včasih tudi pol ure. Imamo tega, da se telo pripravi. In takrat naše pljuča lahko tudi nekako sprejmejo, da je zrak mrzel, pa da nič zato. Ne bomo zboleli zaradi mrzlega zraka. Pa dež, evo, tek v dežju je tek z dodano vrednostjo. Takrat si urbani tekači podarimo 2 točki, če malo dežuje, če pa fajn dežuje, pa 3 točke. To je tisto, ko je povečan občutek zmorem. Imam dovolj volje, da grem in da privoščim svojemu telesu tisto, kar mu pripada. In je potem ta nagrada dobrega občutka, če daš, še toliko večja. Iz tega zdaj kar sklepam, boš povedala, ali sklepam pravilno ali ne, da se, ko govorimo o teku na prostem. Kaj pa tek noter na tekači? Ja. Koliko je to primerljivo? Pa ima kakšne slabosti v primerjavi s tekom na prostem? Ena od slabosti je, da ne piha, ne, ker vseeno ti, ko tečeš, ti manj piha in ne imaš dober občutek. Če tečeš v zaprtem prostoru, verjetno pač nekako moraš poskrbeti, da je svež zrak, ker tečemo tudi zato, da se nadihamo svežega zraka, da vdihamo eterična olja dreves, ne, da gremo
v gozd in da vse tiste koristi, ki nam jih ponuja zelena barva, fitoncidi, ki so v zraku, ne, to je ta imunski sistem gozdov, vse to, da vsrkamo vase, ne, mnogo je teh plasti, zakaj bi nekdo šel. Tekaška steza je pa, torej, če imaš za izbrati kavčev tekaška steza, absolutno tekaška steza pa pol kavč, če pa lahko izbereš, grem ven ali pa tekaška steza, bi rekla absolutno pojdi ven. Drugače pa nekomu pa se počuti varneje, morda je noč, morda res dežuje, super, pa pojdi na tekaško stezo, ne, bo pa, mislim, da so psihično je dosti več koristi, če greš teč ven, ampak tudi, če tečeš notri, je vsekakor, koristno zate, za tvoje kosti, mišice, imunski sistem, za srce, za za prebavo, za hormone, ni da ni. Zdaj smo midve dodali še en moment temu najinemu pogovoru in to je gozd. Res smo Slovenci razvajeni, da lahko tako z lahkoto, kot samo po sebi umevno rečemo, itak, da gremo teč v gozd, a ne, pa vendarle, recimo, da se pogovarjamo za slovenske razmere, v Ljubljani je to vseeno zdaj morda, ni tako zelo samo po sebi umevno, en dobršen del PST-ja ni v gozdu. A je tek v gozdu nekaj, kar je pomembno uvrstiti na seznam teka, ali bi bil tudi PST čisto v redu? Tudi PST je čudovit, ogromno dreves ima, tudi če ni PST-ja, vse je fajn, ne, ampak saj, ko greš ven, se ti pa odpre pogled, ne, je drugače kot med štirimi stenami, lahko pogledaš daleč, ne, in tudi to je ena od koristnih stvari, ko ti greš ven, da gledaš daleč, ker drugače mi v prostorih gledamo samo blizu, ne, naše oko pa je narejeno, da si ogleda en lep razgled, ne. So pa drugi plusi, vsekakor. Kakšno pa je razmerje, ko ti spodbujaš tekače med tekom v hrib, in med tekom po ravnem? Oziroma česa več ali pa kaj prevladuje? Ja, oboje. Ja, vedno je oboje. Fajn je teči po ravnem, urbani tekači smo recimo malenkost bolj, cestni tekači, no, vsaj glede na tekmovanja, ki se jih udeležujemo, ampak v resnici treniramo pa zelo radi v hrib. Kajti v hrib se v telesu močneje sprožijo te biokemijske spremembe, ki jih želimo doseči. Po ravnem, recimo, laktat, torej zakislitev. To je tisto, ko te mišice pečejo, ne. Mi po ravnem tudi lahko, ampak precej težje, kajti naša motorika ni več tako dobra, da bi mi lahko šprintali po ravnem. Večina tekačev v srednjih letih ne more več šprintati, ne, in potem ne more doseči tega maksimalne obremenitve svojega sistema do tistega maksimalne zadihanosti. To pa lahko dosežemo, ko tečemo v hrib. Počasnejši tek, ampak bolj obremenjujoče deluje na naše telo, ampak ta obremenitev je točno tista, ki jo želimo. To je recimo sprožanje, laktata, to je mlečna kislina, to je tisto, kar smo včasih mislili, da nas moti, ne, ko zakisliš, ja, ampak, pred nekaj let, že precej zdaj že, so ugotovili, da laktat, to je zelo koristna stvar. Ne samo za naše mišice, kosti, ampak tudi za naše možgane. Laktat nam, po domače povedano, dela naše možgane živahnejše. Je boj proti demenci. En kup koristi ima, tako da ko mi z urbanimi tekači, tudi s tistimi začetniki, gremo pogosto, v hrib in zberem eno primerno dolžino in rečem: "Zdaj se pa potrudimo." Ne traja dolgo tak maksimalen napor, recimo 20 sekund, ampak 20 sekund šprintamo na polno, zato da zakislimo, kajti takrat dosežemo to, kar želimo doseči, in rečem: "Evo, zdaj se borimo za naše možgančke." In to ponavljamo in je to, ena tako zelo pomembnih sestavin, zakaj bi človek tekel. Zanimivo. Kaj pa, obešanje različnih uteži na gležnje ali na roke? Tu in tam še vedno vidim koga, ki teče z utežmi. Da, ne? Jaz ne vidim več nikogar,
ampak mogoče nekdo, ki nima veliko časa, si predstavlja. Recimo, da ima nekdo 15 minut časa za rekreacijo, je to, da si da uteži, verjetno pohitri, ne, bo njegova telovadba dosti bolj intenzivna. Sicer pa jaz bi rekla, da ne poznam dobro tega, ker nisem srečala, ampak bi rekla, da so pa vaje z utežmi vsekakor nujna dopolnitev za vsakogar. In tekača in tistega, ki ne teče. In to s precej težkimi utežmi. Kajti samo, če bomo vadili z utežmi, bojo naše mišice ostale močne. In jaz mislim, da je čas, da si priznamo, da krhkost pa nemoč ni lepa. Pa ne samo, da ni lepa, tudi zelo zelo nezdrava je. Uteži so pa odličen način, da daš svojim kostem, mišicam vedeti, želim, da ostaneš močna. In če bo ostale močne mišice, se ne bo kopičila maščoba, predvsem pri ženskah in moških v srednjem delu, ker bojo mišice porabljale energijo. Tako da ja, vaje z utežmi, ja. Če nekomu Daljšanje delovnega časa, pa sva pri elementu časa, Ja. to je čudovit izgovor. To je Čudovit. tako fantastičen izgovor. Ja, super. Koliko časa pa traja nek optimalni tekaški trening? Torej, če mi nekdo reče, nimam časa, rečem, odlično, nujno moraš začeti teči. Nujno, če nekdo nima časa. Kajti, če nimaš časa, zdaj pomeni, da ti ga bo lahko začelo kmalu zmanjkovati. Zato začni teči, tudi zato, da med tekom potuhtaš, kaj v življenju moraš v svojem dnevu postaviti drugače, da boš imel čas zase. Ne moreš ne imeti časa zase, ker je to tako škodljivo, tako kratkogledno. Sicer pa je tek, pa vaj za moč, so zelo učinkovite. Tudi če imaš 15 minut, odlično, greš ven rečeš, 15 minut ne morem nič. Ni res, v 15 minutah narediš ogromno. Greš ven, najprej 5 minut hodiš, tečeš, potem 5 minut tečeš malo bolj živahno in potem 5 minut prideš, se vračaš, ampak si recimo naredila 2 kilometra v 15 minutah in potem doma te čaka še ena utež, ki jo lepo, ker si ogreta, lahko primeš, jo primeš in jo 5krat po 3krat dvigneš. Vse skupaj Nad glavo, Ja. si pokazala. Nad glavo, iz stran, ne, gor, tako. In ta utež ne bo težka. Težka tako zelo, da lahko narediš samo 3 ponovitve. Kaj je težka utež? Recimo 10. Ja, 10 bi bila. Jaz imam, mislim, da 12. Ja. Torej, to vse skupaj recimo trajalo 20 minut, ampak tvoje pljuča, tvoje srce, mišice, kosti, vse je zalavfalo v 20 minutah. Biokemijsko si se spremenila, pomlajšala, imunski sistem je razumel, hočem, da ostaneš močen. Tako da absolutno zelo dragocenih 20. Kaj pa izgovor, če smo zdaj obdelali izgovor, nimam časa, kaj pa izgovor, preveč sem utrujena? Ja. Sem toliko utrujena, da zdaj moram spraviti teči. Ja, in čisto res je, in vem, je res, ampak utrujena je glava, ni utrujeno telo. Zato moramo biti toliko močni, da rečemo, čisto sem utrujena, ampak imam to, grem, kajti tudi glava bo tako zelo hvaležna, kajti utrujeni glavi bo tek tak počitek, da bo, jaz grem tolikokrat, treninge imam ravno zvečer. Včasih sem res utrujena, ampak še ni bilo treninga, da ne bi prišla domov bolj spočita, kot kakor sem odšla. Tako da v vsakem primeru bi rekla, imej pripravljenec teniske na vidnem polju, da stisneš tisti trenutek, ki je najtežji. Samo najtežji trenutek je reči, grem, imam to, grem. To je težko. Pa če imaš pripravljene teniske, obuješ in si že zunaj. In takrat je že druga zgodba. Še ena skočnica iz začetka pogovora.
kaj ima tek z zdravjem na delovnem mestu? Oziroma, vprašala bom drugače, a se tek lahko kakorkoli povezuje z delovnim mestom? Mislim, Ali je to bolj ozaveščanje ljudi, za uspešnost na delovnem mestu je pomembno tudi tako pomemben tek oziroma gibanje? ja, bolj gre za to. Dobro. Ja, vsekakor, ne, torej za človeka, ki je 8 ur v službi, kaj je protiutež? Kako naj tak človek na najučinkovitejši način lovi ravnotežje v svojem življenju? Kako? Če 8 ur na dan sedi. Kaj na drugi strani? Tulele sedi gibanje. Kaj kakšno? Najboljše, da gre ven. Ne? Najboljše, da gre ven, da gre v hrib, da gre v gozd. To bo najboljše. In potem bo naslednji dan lažje 8 ur sedel, ne. Sicer pa, ko greva z Urbanom na podjetja, zaposlenim nimava čisto direkt tekaških delavnic, imava bolj na splošno, ne, torej celostni pogled na zdravje, torej gibanje, široko gledanje, spanje, prehrana, odnosi, o marsičem predavanja ima, ne, kako se soočiti s stresom. Kako se soočiti s stresom? Ja, da nanj pogledaš z drugega zornega kota. Ja, da ne rečeš, že to uporaba, stres. Ne, boljše je zamenjati z besedo izziv. En izziv je pred mano in jaz sem zato prijetno vznemirjen, zato da med izzivom ne bom zaspala, da bom budna, da bom kos. In se izziva veseliti. To zelo spremeni. Če pa je nekaj res tako stresnega, in najboljše iti prej teč, kajti med tekom, ne, se bo spremenil pogled na to težavo, drug zorni kot, in med tekom se zna zgoditi za veliko stvari, da na koncu rečeš, saj ne bo tako hudo, kakor sem se bala. Saj bo v redu. Ne, neko zaupanje v to, da se bo vendarle stvar odvila tako, kakor da bo v redu zame, ne. Ko sva ravno začeli temo stresa, samo eno vprašanje, kako je tvoje mnenje, zakaj je stres dobil tako zelo veliko negativne publicitete, recimo v zadnjih 10 letih, pa se ponovno šele zdaj nazaj vrača neko prepričanje, da je pravzaprav vse res odvisno od tvoje miselnosti. Da je nekaj, kar je za nekoga stres, je za drugega izziv. Nekaj, kar je za nekoga zelo obremenjujoče, je za drugega nekaj, kar te potiska naprej. A je? Ja. A smo se kot družba malo rahlo olenili, pa nam je zdaj že vse stresno, ne, otroški krožek nam je stresen, ne. Saj verjetno imamo res ogromno stresa okoli nas, ne, ampak so načini, kako da ga dojeti drugače in biti bolj učinkovit pri premagovanju teh stresov, ne. In eno od teh je brez dvoma biti v dobri fizični kondiciji. Brez dvoma. Imeti močne mišice. Psihični stres bo, to so mnoge raziskave so naredili, ne, da že vse preštudirano, in ljudje, ki so fizično fit, lažje prenašajo stresne situacije in hitreje si opomorejo. Tega si prav gotovo želiva midve zase, pa 100% si to želiva tudi za svoje otroke. Pa ker želiva vzgajati z zgledom, kako ta zdrav način, odnos do gibanja privzgojiti otrokom. Kako si se tega lotila ti? A lahko prosim deliš kakšen dober nasvet? Ja. Kako otroke spraviti ali pa povzročiti, da sploh jih ne spravimo na tablice oziroma na naprave in jih rajši ohranimo fizično aktivne. Ja, edina pot je z dobrim zgledom. Ne moreš ti predavati otroku naj giba, ti pa biti na kavču za ekranom. To ne bo šlo. Edini način je, da greste skupaj ven. In da otrok vidi, da je tebi prijetno, bo otrok nekako se razumel, da je to početje tudi zanj nekaj prijetnega in da bosta to počela redno in čim večkrat tudi skupaj. Približati mu, ne, gibanje v naravi s tem, da to počneta. Ena luštna stvar je, ke jo z Urbanom organizirava, večkrat gremo peš na morje.
ampak iz Ljubljane. In letos iz Ljubljane. Siši. Poskušam razumeti, kateri je zdaj Najbližje morje v Kopru, to je 120 kilometrov, ne? 4 dni potrebujemo. Ampak letos smo imeli največ otrok s sabo, 8. 8 otrok starih od, najmlajši recimo 8-letnik, do 14 let. Štirje fantje so želeli iti z nami, čeprav njihove družine niso šle. Na lastno pobudo, zdaj hočemo iti peš na morje z urbanimi tekači. In to je bilo tako nekaj lepega opazovati to mladino, ki lahko 8 ur na dan hodi na lastno pobudo in se imajo 8 ur na dan, si imajo toliko za povedati, se hecajo, še peli so vmes, niti enkrat niso pojamrali, niti enkrat. Mi odrasli smo je samo gledali. In se mi zdi, pa to je najboljša možna popotnica, da mlademu človeku približaš in da mu pokažeš, česa vse je sposoben. In da, ko je včasih težko, da nič hudega. Okej, je ta hrib, imamo mi to, dajmo mi to, pol se bomo spočili, malo kaj pomecali in potem gremo naprej. Tako da z gledom, pa s tem, da smo zraven. Torej, ne vpisovanje v krožke, v treninge, v prostočasne aktivnosti, v zafilanje vseh prostih ur popoldne, ampak Nadi stane čas, da skupno svobodno gibanje v naravi. kaj si pa ti naredila, ker vendarle se ti je moralo do to kdaj zgoditi, ko je kakšen otrok rekel, jaz ne morem več. Tudi moji otroci so normalni, seveda to rečejo. Ampak rečejo, v redu, dajmo, malo se usedemo na tla, se spočijemo, lahko tudi kaj pogledamo, če imamo še kaj za pojesti, in potem nadaljujemo. Ja, tukaj smo zato, da gremo naprej. To si želimo, to je naš skupen cilj. In v katerem trenutku, pri kateri starosti pride do nekega preboja, ko otrokom to preprosto postane zabavno, ko ni več, meni se ne da, a lahko prosim, ne. Ja, zelo odvisno, ne, od otroka, odvisno iz kakšne družine prihaja, odvisno tudi, koliko je nadarjen, ne, nadarjeni otroci, njim je lažje, fizično nadarjeni, dobri tekači, ne, različni so otroci, ne, in enim je samoumevno, da bojo stekli in da jim bo šlo odlično, ne. So pa eni otroci, ki rabijo malo dlje, in rabijo malo več spodbude, ampak tudi te moramo znati, tudi takrat, ko bo prišlo to obdobje, jaz ne bi jih nekako, ker je zelo pomembno to obdobje, in takrat ne smemo popustiti, jih povabiti na nežen, ne očitajoč, nikakor, samo spodbudo. Pedagoški optimizem vedno. Kako pomemben je pa ta pedagoški optimizem ob razvoju malčka ali pa dojenčka, ko se začne postavljati, ko začne raziskovati svet, koliko pogosto si ti svojim otrokom rekla: "Pazi, ne tega." Tako več ali manj sem skozi v oni fazi, pa res stran pogledam, sploh naš najmlajši je najbolj tak, da išče, kje je meje, kje je dovolj visoko. Tako da pri najmlajšem sem največkrat v krču, pa diham, ampak sama sebe branim, ker vem, otrok mora splezati na tisto drevo. Zdrži, imaš to, mama, zdrži. Mora iti tja gor, tudi če je nevarno, ampak mora plezati, ker otrok je narejen, da pleza. In če mu tega ne damo, ga oropamo ene pomembne sestavine v njegovem življenju. Ja. Če bi razporedili enih 24 ur nekega povprečnega delovnega dneva na neke zaključene enote, kaj bi bila optimalna razporeditev, po tvojem mnenju seveda, za vse te številne pričakovanja, ki jih mi v našem življenju imamo. Pa samo poglejva, kaj je to, ne, je služba, pa je prosti čas, pa je telesna aktivnost, pa je preživljanje skupaj, v redu. Ja. Lahko, to je verjetno en od mehanizmov, kako. Pa je družina, pa je ukvarjanje s partnerjem, pa je kakšno prostočasno aktivnost, kot je kino, gledališče in podobno.
v tej bi pa morda želeli že kdaj kaj prebrati. Ja, to so 8 urah, oziroma če dodamo še prevozno delo, pa nazaj je samo še 7 ur na voljo. Ja, tako da v mojih sanjah bi bil delovni urnik 6 ur na teden. Jaz mislim, Na teden? pardon, na dan. Ja, na dan. Jaz mislim, da če bi malo povečali učinkovitost, bi tisto, kar zdaj naredimo v 8, lahko naredili v 6, tako da bi pridobili 2 uri. Sicer pa, če ostane 8 ur, združiti moramo stvari. Ne ločevati, zdaj to, zdaj to, zdaj to. Vse, kar si rekla, prostočasno, gibanje, otroci, partner. Dajmo to združiti. Dajmo biti toliko disciplinirani vsak dan med to in to uro, gremo ven v gozd. In takrat, ne vem, razrešimo, kaj se je zgodilo v šoli, se ustavimo na enem telovadišču, lahko je to čisto naravno, deblo, ampak skupaj naredimo tudi malo vaj za moč, se obesimo na kakšno vejo in potekmujemo, kdo se lahko parkrat vzdigne, pa si želimo napredovati, ker bo se oče vzdignil 5-krat, otrok 2-krat, mama 1-krat in si damo cilj, v 6 mesecih hočemo, da se oče zna vzdigniti 10-krat, otrok 8-krat, mama pa 3-krat. In imamo zdaj skupen cilj in želimo to mi trenirati, ker želimo napredovati, ker se strinjamo o tem, da želimo napredovati. Tako da biti učinkovit pri stvareh, ki niso pomembne, in si vzeti čas za stvari, ki so pomembne. In med te spada rekreacija in naši odnosi. Med nepomembne pa pucanje, tako. Bodimo tam skrajno učinkoviti. Likajmo samo tisto, kar je res nujno, ostalo v redu je, naprej. A je samo po sebi umevno, da mama vedno naredi najmanj dvigov? Je to nekaj, zdaj sva sicer pri, a to je tvoja izkušnja? In ja, tako je. Samoumevno je, da imamo ženske nekoliko več maščobe. In ker imamo malo več maščobe, imamo malenkost manj mišic in pri tem vesi, ne, zgibi, rabiš maksimalno moč. Zato je samoumevno, zaradi narave našega telesa, da ženske zmoremo nekoliko manj. Ampak lahko smo pa prav tako dobre tekačice, kot so naši možje. Vadba z lastno težo v primerjavi s temi utežmi, ki sva jih prej omenjali, je koliko učinkovita? Super je, ja, odlična, ampak če je pa vadba z utežmi še bolj učinkovita. Z lastno težo težko dosežemo tisto do maksimuma, ampak ravno ta kratek, učinkovit, močna, intenzivna vadba je tista, ki spremeni biokemijo v telesu in ki pomladi naše telo. Tako da v glavnem vadimo z našo težo, dajmo dodati tudi parkrat, da vzdigujemo nekaj težkega, ker bo samo na ta način bomo lahko naredili največ za svoje telo. A smem zaključiti s tem zanimivim konceptom lenobe, ki si ga prej podala? Ko imamo primer človeka, ki je izredno deloholičen, veliko naredi, ves čas gara, vendarle pa ne zbere tiste moči, da bi odšel na telesno, da bi se ukvarjal s kakršnokoli telesno aktivnostjo. A govorimo o lenobi ali govorimo o čem drugem? Verjamem, se ta človek res tako izčrpa, da enostavno nima več tiste dodatne moči, da bi šel ven. Ampak problem je, ker prej ali slej se bo tak človek izčrpal. In velikokrat je na žalost bolezen tista, ki človeku reče: ustavi se in začni delati nekaj zase. Ker če se ne boš, je bilo opozorilo lahko različno močno, pri nekaterih je zelo močno opozorilo. In takrat spremenijo. Ampak jaz bi takemu človeku priporočala: naredi nekaj, preden bo prišlo eno hudo opozorilo. Zberi to moč, da si uravnotežiš življenje, kajti ne živiš samo še 1 leto. Pred tabo je še mnogo let, naj bojo kvalitetna, poskrbi, da
da ne bo šlo tvoje telo navzdol, da boš lahko čez 30 let imel dovolj moči, da vstaneš iz stola. Kajti če zdaj ne delamo na naših mišicah, ko bomo stari, se ne bomo več mogli vzdigniti iz stola. In kaj takrat? Ne bomo mogli več živeti samostojno. Izgubili vso svojo svobodo in bomo mogli v dom. Ampak te mišice gradiš že zdaj. Vadba z vami stane koliko? Če si začetnica, dobrodošel v naše začetne skupine, 2-krat na teden na Kodeljeven, 2-krat v Tivoliju, pa 2-krat na Gradu, ponedeljka do četrtka. Financira vadbo MOL in je primerna za res čiste začetnike. In ob 5 v Tivoliju pa Kodeljevem, na Gradu ob 8 zjutraj, torek, četrtek, Kodeljevo ponedeljek, sreda. In je 3-mesečna vadba, ki je počasni uvod v tek za ljudi, ki še niso tekli, ki dobijo veliko napotkov, informacij in v 3 mesecih tako lepo napredujejo, da jih je veseljem videti, kako lepe zgodbe. Tako da dobrodošli, pridite, probajte in se navdušite z nami nad tekom. Sicer imamo pa redne skupine, torek in četrtek v Tivoliju, zdaj junija še ob 6, poleti ob 7, potem jeseni nadaljujemo ob 6. Smo različne stopnje, rečemo lahkotneži, srednježi, 2 skupini srednježev, lahkotni srednježi, težavni srednježi, pa težavneži, to so tisti, ki se zadihajo večkrat. Drugače vabim spletno stran Urbani tekači, tam je tudi cenik, kjer se vidi, koliko je 1 mesec, 2 meseca, 3 mesece, celo leto, drugače vadba je zelo ugodna. Torej, zaključujeva s povabilom, spoštovane, spoštovani in moram reči tudi vsi spolji vmes. Čujem, so mi povedali, da je to pomembno. Povabilo k aktivnosti, povabilo k aktivnemu preživljanju prostega časa. Jaz sem danes slišala, da nikoli ni prepozno, oziroma da je v bistvu v tem trenutku idealen čas začeti. Boljše danes kot jutri. Za tiste, ki pa to že počnejo, je pa idealno vztrajati. In v bistvu super tema, da se z njo za to poletje poslovim. Mi se vidimo ponovno 8. septembra, torej drugi ponedeljek v septembru. Jasmina, iskrena hvala. Hvala tebi, Maja. Veliko sreče pri nadaljnjem delu, pa hvala za ta navdihujoč pogovor. Hvala tebi, upam, da te vidim na poti, prav? Da se tudi. Nasvidenja, adijo. Poslušali ste epizodo podcasta Hudičev advokat, ki ga ustvarjam odvetnica Maja Koršič Potočnik. Podcast objavljam vsak drugi ponedeljek ob 6 zjutraj na kanalih YouTube, Spotify in Apple Podcast. Imate vi kakšno perečo temo, o kateri bi lahko govorili v podcastu? Sporočite mi vaše predloge.